Sredi sončnega ponedeljkovega dopoldneva so se proti knjižnici na Ljubljanski cesti vile četice otrok iz blejskega vrtca. Vsak s svojim malim nahrbtničkom so prišli, da bi pomagali pri selitvi knjig. Fajn mi je, ko gremo v to novo knjižnico. A imaš kaj knjigic v torbi? Ja, Koliko pa imaš? 5. V knjižnici so zaposleni skupaj s številnimi prostovoljci začeli seliti knjige na novo lokacijo na Selišah. Prvi dan pravzaprav prihajajo vrtičkarji in šolarji, ki v svojih torbicah nosijo knjige v dvorano nove stavbe. Prostovoljci, zaposleni, povabljeni gostje pakirajo knjige v škatle. Jutri pa čisto zares začnemo s prevozom teh škatel. Bo jih približno 2000–2500, to je kar konkretno število, zato rabimo te vojake, infante, da bodo nosili. Ta trenutek jih prenašamo v dvorano nove stavbe, medgeneracijskega centra, potem pa, ko bomo lahko, ko bo postavljeno vse v knjižnici, jih bomo pa tudi znotraj prenesli iz pritličja v drugo nadstropje. Okoli 50.000 enot knjižničnega gradiva, poleg knjig tudi CD-jev, DVD-jev, revij in časopisov, bo odpotovalo v novo sodobno knjižnico s študijskimi sobami in poletno teraso za branje. Nekaj čez 11.000 tega gradiva so bralci odnesli domov. Pozvali smo jih, naj nam na ta način, da se izposodijo malce več gradiva, pomagajo in lahko rečem, da ena gospa jih ima doma ta trenutek 300. Ona je prišla večkrat s škatlami. Nek otrok je prišel, fantak, luštkan fantak, je prišel s posebnim kovčkom, tako da si je odpeljal domov svoje knjigice. Skratka, odziv je bil neverjeten, to je več kot 20% vseh knjig bomo preselili na tak način. Knjižnica je na Bledu gostovala že na več lokacijah. Župan Janez Fajfar se še spomni prve, ki jo je obiskoval. To je velik dan za Bled, za vso občino, za vse tiste, ki radi berejo. Velik dan je tudi za naše javne ustanove in za vse prostovoljce, ki so prišli. Se pravi, tukaj pomaga vrtec, pomaga šola, pomagala bo Slovenska vojska, vojašnica z Bohinjske Bele, tako da se težko dolgo ljudi angažira za eno dobro stvar, kot smo jih zdaj tukaj. To je, mislim, da 4. ali 5. lokacija knjižnice, kar jaz se še spomnim prve v Vili Vrteva, je bila precej manjša, no. Potem smo bili pri Trok, potem je šlo sem, zdaj gre pa seveda na fantastično novo lokacijo. Na pomoč pri selitvi so prihiteli iz vseh enot vrtca Bled in vseh razredov blejske osnovne šole. Tudi današnji dogodek v smislu, da ustvarimo neko povezanost in neko nit, kot ste rekli, že na poti do knjižnice smo srečevali naše skupine, od najmlajših do najstarejših prihajajo v knjižnico. Nagovorili smo jih, da prinese vsak svoj nahrbtnik, tako da bodo ta čut in ta duh selitve ponesli, jaz verjamem, v mnoge rodove naprej, verjetno bojo nekoč svojim otrokom, svojim vnukom pripovedovali in mislim, da jim bo to mnogo lažje in bolj globoko pustilo v srce ta spomin, da so prispevali k temu, da so najljubše slikanice ponesli iz stare v nove prostore. Tako da ja, naše sodelovanje je pravzaprav, brez knjižnice ne gre, no, tako in se veselimo tudi novih utripov in novih dogodivščin na novi lokaciji, še bližje nam bo in verjamem, da se bo napletlo mnogo lepih spominov na ta sodelovanja. Selitev knjižnice, to je en poseben dogodek za kraj in otroci so prebivalci kraja, krajani, tako da s tem v njih v bistvu vzpodbujamo to odgovornost, solidarnost, zavedanje, da so to pomembne ustanove v kraju. Tudi učenci so z velikim veseljem pristopili k temu. Izredno so veseli, da lahko pomagajo. Med prostovoljci smo srečali tudi profesorico slovenščine, knjižničarko in avtorico knjig za otroke in odrasle Barbaro Hanuš.
Povezana sem s knjižnico in zelo lepo se mi zdi, da je organizirana selitev tako, da smo tu vsi tisti, ki smo povezani. Torej otroci iz vrtca, direktorica vrtca, otroci iz šole, ravnateljica šole, medgeneracijski center. Torej vsi tisti, ki vemo, da naši uporabniki prihajajo v knjižnico, da jim to nekaj pomeni. Na eni strani so to otroci, ki res najdejo tu veliko spodbud za branje, na drugi strani pa pomislim tudi na odrasle, na starejše, ki morda živijo sami, osamljeni in je knjižnica za njih nek prostor, kamor lahko pridejo na pogovor s knjižničarkami. In tukaj zdaj je nekako ob tej selitvi zajeta res vsa ta paleta nas bralcev, uporabnikov in to je tisto, kar dela knjižnico živo. Tako da prepričana sem, da zdaj gremo med stene, med prazne police, ki jih bomo napolnili, ne samo s knjigami, ampak tudi z nami, z našimi željami, pričakovanji, doživetji in to je ravno to, kar je pomembno. Knjižnica mora živeti v lokalnem okolju. V drugem nadstropju medgeneracijskega centra Bled je že bilo prijetno toplo. Tekle so še zadnje priprave, da se knjige iz pritličja, kjer se sedaj zbirajo, v naslednjih dneh preselijo na police. Med tistimi, ki so pomagali pri selitvi prvi dan, so bili tudi učenci 8. razreda blejske osnovne šole. Ja, meni je ful zdaj boljše, zato ker je tudi bolj sredina Bleda in je bližje pridem, da mi ni treba z avtom hoditi, pa grem lahko peš. Kar je mislim zelo lepo, da so naredili novo knjižnico za nas, prebivalce Bleda, zato ker tista je bila že kar stara in mislim, da si res zasluži novo v bistvu stavbo. Ful dober, ker je pač bližje, da pač prijem, da sem, ga ful rada berem. Pa, ja. Med platnicami knjig potujemo v nove svetove, raziskujemo človeške posebnosti in se pustimo zapeljati neverjetnim dogodivščinam knjižnih junakinj in junakov. Meni so najbolj všeč kakšne take znanstveno-fantastične knjige. Ne vem, tako večinoma so mi vse všeč. Jaz sem pa rad stripe. Najbolj. Pa najdeš v tej knjižnici kakšne stripe zase? Ja, veliko. Kapitana Gatnika rad berem, ali pa kaj takega. Zdaj berem vse. Ja. In je pač, mislim, zdaj sem jo začela in se mi zdi dobro. Moja najljubša knjiga, drugače meni v romanu mi je bil najbolj všeč Bulgakov Monster in Margarita, lahko rečem. Drugače pa berem bolj zgodovinske zadeve. No. Mogoče zdaj ta zadnje, ki sem brala, so bile Golobove, jezero, Dolina rož, Leninov park. Drugače mi je bil tudi zelo všeč Harry Potter, tako da sem vse prebrala. Pa tako, no, rada imam kriminalke. Knjižnica je najobsežnejša, zato se na novo lokacijo seli prva. Kot pravi Hanna Premrl, koordinatorica v novem medgeneracijskem centru, bo ta pomenil povezovanje res vseh generacij, vseh, kako jaz rečem, pod eno streho bojo zaživela vsa društva, skratka prostor, kjer bo celotna skupnost imela na enem mestu aktivnosti za vse generacije, za vse ljudi. Vsi bojo imeli prostor za ustvarjanje enega družabnega življenja. Za 10. april je napovedano odprtje novega medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Staro in novo knjižnico bomo takrat simbolno povezali s selitvijo zadnjih 2 knjig prek žive verige in s pomočjo drona. Ura!